Lep dober večer in pozdravljeni tokrat na moji spletni Facebook strani Jerneja Krapše, mentorica za ustvarjanje idealnih novih partnerstev in pa tudi na Ona On, vsi, ki ste samski. Tako da lep dober večer vsem skupaj. V zapisu, v postu je zapisano, o čem bomo danes govorili. Jaz pa na začetku samo rada povabila vse tiste, ki gledate tale posnetek v živo ali pa posnetek, da če imate kakršnokoli vprašanje v povezavi s tem, kako spoznati svojega idealnega partnerja, zakaj se mi dogajajo kar naprej ene in iste zadeve, zakaj spoznavam ene in iste ljudi, zakaj ne morem preiti, kaj zvem, kake blokade, kake težave, ki jo imam, zakaj ne morem spoznati svojega idealnega partnerja oziroma, saj sploh ne verjamem, da idealni obstaja, karkoli takšnega, karkoli v tej povezavi. Prosim, zapišite komentarje spodaj, svoje vprašanja, svoje komentarje, karkoli in bom danes tudi odgovarjala. Danes torej tema, ki se mi zdi, da je v teh dnevih še toliko bolj prisotna, ker namreč so prvomajski prazniki in jaz poznam vsakega drugega, ki je pač nekje v moji bližini, se mi zdi, da so nekam šli, ali je bilo to na morje, ali je bilo to na kresovanje, ali je bilo to na nek krajši dopust. In spomnila sem se, kako sem jaz, ko sem bila še samska, hodila na dopust. In to so iste, identične stvari, ki jih poslušam od vas, ko se prijavljate na brezplačne posvete. Prva stvar, ki mi jo vedno poveste, ko vprašam, zakaj si želite idealnega partnerja, rečete, zato, da bo nekdo tam, zato, da me nekdo v celoti sprejme, zato, da se po drugi strani počutim vredno, ne? Kar je absolutna resnica. In ena izmed top 3 prioritet je vedno ta, da ne boste več same hodile na morje, na potovanje, na dopuste. Ker dajte se spomniti, kako je to izgledalo. Jaz sem bom povedala svojo zgodbo. Tisti, ki kaj berete magazin na Ona Onu, ste mojo zgodbo že prebrali. Ampak ena izmed tistih najbolj takih, s katerim se boste zagotovo poistovetile, je tista, ko sem šla na Samos prvič v svojem življenju. Takrat sem imela svojo najboljšo prijateljico, danes nimava več stika, ampak nič hudega, takrat sva si bili zelo blizu. Je rekla, Jerneja, to je taki otok, ti moraš priti, daj si vzami, ne vem, en teden, 14 dni dopusta in pridi. In seveda, jaz ne bodi nor, logično, zato je Grčija, v Grčiji sem bila enkrat prej in se mi je zdelo fenomenalno, ker pač na Hrvaško ne hodim rada. In je rekla, pridi, glej, jaz sem res da tu vodička, ampak boš prišla zraven, pa se bom jaz si vzela čas in bova šli skupaj kam. In jaz seveda res, da to verjamem, vzamem 14 dni dopusta, grem v septembru, pridem tja, in ona prvo kot prvo me vrže iz avtobusa in reče, tja moraš iti, jaz pa moram iti s svojimi klienti. Sem rekla, ok, v redu, deloma. Predtem smo se pogovarjali, rekla, veš, vsak dan bom imela sigurno kakih nekaj časa za tebe, 100% kdaj bova šli tja, pa te še malo potegnem zraven noter na kake izlete, pa boš pogledala to, pa ono, pa tretje in tako naprej. In sem se rekla, ok, v redu, zakaj pa ne, vse konc koncev se bom plačala in vse, ampak ok. Mislim, da bom morala kihniti, pardon. Alergija. Pardon, pa še res je, kaj govorim. No, v glavnem. In jaz pridem tja, se zavlečem v tisti hotel. Pa še res je. In kaj se zgodi je to, Albin, pozdravljen, kaj se zgodi je to, da dobim najprej prvo kot prvo kletno sobo. V hotelu, ker pač sem bila poznana od turistične vodičke, mlada in še samska, so mislili, da pač mene lahko kamorkoli dajo. Pa ok, jaz sem taki tip, ki v redu, kamorkoli me daste, se bom imela fajn. Me dajo v klet. Čisto ok, se bila hladna pa vse, ne. Pridem jaz tja, pogledam. To je bilo prvo kot prvo znak, da sem bolj sama, kot bi lahko bila sama. Zakaj? Ker to je bil apartma za celo družino. 2 sobi, velika dnevna soba, pa še en košček kuhne. Jaz sem pa dejansko rezervirala sobo za eno osebo. In potem še moja prijateljica, ki naenkrat je več ni bilo nikjer. Na telefoni nisem mogla dobiti, poznala nisem nikogar, prestrašena sem bila. In sem rekla, nič, klinc, kaj bom naredila? Ja, nič. Hotela sem biti zelo pogumna, naredila sem pa to.
zaprla sem vrata, hermetično zaprla okna in se zaprla v sobo in tako jokala, tako sem se cmerla. Ne zaradi tega, ker bi me bilo kjerkoli strah ali pa bi mi bilo ne vem kaj, ampak zato, ker sem bila sama. Ker ko greš na dopust, hočeš iti na dopust z nekom, ki te bo objel. Jaz nisem tip za sončne zahode, sem pa definitivno tip za sončne vzhode. Ampak ko gledam sončni vzhod, bi rada, da je kdo poleg mene, ki ga ima ravno tako rad. Vsaj pravim, na dopustu. In takega dopusta enostavno ni bilo. Bila sem sama, bolj sama kot sama in Moniko sem potem videla pravzaprav šele čez 2 ali 3 dni. Nič prej. In tudi kasneje sva imeli pravzaprav eno skupno popoldne, pa 1 ali 2 izleta skupaj v 14 dneh in to je bilo vse. Tako da absolutno vas razumem, bolj vas ne bi mogla razumeti kot vas, kako grozno je, ko pridejo prvomajski prazniki, ko vsi poparčkani ali pa še z malimi otroki grejo nekam na dopust, ve pa imate možnost, da greste skupaj z njimi in gledate njihovo idilo, kakršnakoli že je, ne? Pazite njihovega otroka ali pa greste s svojimi starši. In na koncu, kaj se zgodi? Pri 36, 37, 38, ko ste vseeno uspešne, ko imate dovolj denarja, pa bi si lahko vse to privoščili. Ostanete doma in vedno več vas ostaja doma, to mi vedno poveste na brezplačnih posvetih, zaradi tega, ker nočete več tega občutka. Da se ne pogovarjamo, da vsak samski, če gre sam na dopust, plača najmanj 30% več samo za sabo. Ne? Tako da tu smo že, kar se tega tiče. Ampak po drugi strani pa vam povem, da je pravzaprav še veliko hujše, početi to, da si v zvezi in greš na dopust in imaš tak dopust, kot sem ga jaz imela do zdaj, kdaj, ne? V prejšnjih zvezah. In sicer se je zgodilo to, da sva z mojim bivšim šla na dopust, meni se je zdelo fenomenalno, ker je bil pač on Grk, sva šla v Banovce za 5 dni. Masaže, meni je tam fenomenalna sauna, super bazeni, pač to je bilo po zimi, ker logično poleti pač nisva šla in je bilo minusa. Ajde, se je navadil, zunaj je plus ne vem koliko tisti termalni bazeni. Glavnem, zelo, zelo lep kraj, fenomenalna hrana, na kar je veliko dal tudi on in tudi jaz in tako naprej. Skratka, midva si to privoščiva, greva za 5 dni v Banovce. Ne veste, kaj je on počel? Potegne laptopa, si ga da na noge in je cel dan ždel v sobi, kjer je gledal filme. Točno to, kar je počel doma. Čisto nič drugega. Jaz sem umrla. Jaz sem tip človeka, ki grem zelo, zelo rada zgodaj zjutraj v tistem mrazu ven na sprehod in poznam še kako osebo, ki to tudi zelo, zelo rada počne. Ja? Ali pa ki se zelo rada zgodaj zbudim, da prebudim svoje telo. Ena oseba je taka, ime je Mitja, ki zjutraj telovadim zato, da sploh začnem živeti in to mi daje neverjetno energijo in to me tako navdihuje. Ne. Ta tip je celo noč in cel 3/4 dneva presedel pred laptopom, kjer si je potegnil prej ali pa takrat tudi dol vse filme, kaj jih je bilo možno dobiti. Take ali drugače nima veze, slabi, dobri, nikakvi, ampak on jih je gledal. Raje kot karkoli drugega. Ko je prišel k meni enkrat na dopust v Slovenijo, ko sem jaz še živela tukaj, vmesna faza, ko sem šla študirati, je bilo tudi zanimivo, da je prišel ravno tam v okoli Božiča. In jaz mislila, kako bom pokazala, ker je ravno v Stolni cerkvi bil ta zbor božični in te zadeve, pa kako bom ven peljala na kuhano vino in te zadeve. Kaj mislite, kaj je počel? Ko je prišel k meni, je odložil kufre in je po Skypu s kolegom začel igrati šah. Ne vem, kako to sicer je bilo možno, ampak očitno je bilo možno. Jaz sem šla pa spat, midva se nisva videla 2 meseca. Jaz mislila, da si žile prerežem. Zato vam pravim, drage moje, zato vam pravim, če ste danes samske in če ste stare tu, koliko vas zdaj gleda, 36, 37, tako da lepo število nas je danes, očitno vas ima dosti tudi dopuste, ne? Če
če ste danes samske, ste v najboljšem obdobju svojega življenja samske. Ne glede na to, da ste mogoče že šli enkrat na razen po kakšni dolgoletni zvezi, ne glede na to, da ste mogoče pravzaprav še nikoli niste bile v kakšni zvezi. Dosti vas me pokliče in mi pove taki ful lepi stavek, mi je zadnjič povedala ena od gospodičn, ki se je prijavila na brezplačen posvet in sva tudi zdaj zmenjeni še za naprej. Za sodelovanje, česar se zelo veselim, ker vem, da ji bom lahko ful pomagala, je rekla, ker nisem bila še nikoli v življenju za moškega ženska. In je rekla, to je v meni ena želja, ki vam je ne morem opisati, ampak ne vem, kako naj naprej. Nima veze, če ste taka ali ste pač drugačna. Trenutno delam tudi z eno gospo, ki je okoli 60 in ima tudi čisto svoje želje, ampak nama gre super. Jaz moram reči, da je ženska fenomenalna, kakšne korake dela naprej. Gre pa za to, da dejansko, tako kot sem rekla, da če ste danes samske ali pa če danes iščete zase idealnega partnerja, imate najboljšo možnost, da ga v najkrajšem času tudi najdete. V najkrajšem času v primerjavi z celim ostalim človeštvom, pa tukaj, kjer živimo. Zakaj? Ker imamo svobodo govora, ker imamo svobodo izbire, ker imamo on na koncu koncev. Marsikdo reče, ne vem, zadnjič ravno sem imela te svoje brezplačne nasvete, ki jih imam, to je nekaj drugega. Se pravi, brezplačni posvet je 1 na 1 po Skypeu ali telefonu, samo ti in jaz, 45 minut. Nasveti je pa nekaj drugega, je pa v Facebook skupini Idealni na poti, vsak ponedeljek med 8 in 9 zjutraj odgovarjam na vaše vprašanja. Lahko so, se pravi, zasebnost, če mi jih pošljete na jerneja@idealni365.si, odgovarjam anonimno, če pa ne, pa lahko kadarkoli, kjerkoli tudi sprašujete in pač nagovarjam preko vašega imena. Skratka, in tam smo se pogovarjali, kaj sem hotela zdaj povedati. Nekaj sem vam hotela povedati, kar se tega tiče. Ok, ušlo mi je. Če me lahko kdo spomni, naj me spomni, da bom videla, kaj sem hotela pravzaprav povedati. No. Tako da, kar se tega tiče, se mi zdi resnično zelo... Ja, to ste govorili. 2 fanta sta bila, ki sta se zelo pritoževala nad tem, oziroma celo 3, kako on je brezvezen in samo jemlje denar in nič drugega. Lahko vam povem in lahko vam dokažem, da kamorkoli boste šli, bo brezvezno in vam bo jemalo denar, ne? Ker je to tudi en napisal, vam povedala, zneske 300 do 500 evrov je plačeval za telefon, takrat, ko je pač to bilo na nek način moderno ali nekaj takega, pa se nič ni zgodilo, čeprav je bil resen pri tem, da bi našel zase idealno partnerko. Se vsak jo hoče najti in tudi vsaka hoče najti zase idealnega partnerja. Ampak, noben pa ni pripravljen iti skozi tisto, kar je treba vložiti za to, da ga boste tudi našli. Ali pa našle, tako bom rekla. Ja? Zato, ker če hočeš najti zase idealnega partnerja, to pomeni, da moraš malo izbirati. To pa se ne spodobi, ne? Bog ne daj, sploh pa tukaj, če mi govorimo o tem, kdo bo koga izbral, ali pa, ja, idealni, mislim, človek, ki ti je usojen, itak mora pasti z neba, ne? Oziroma ga boš spoznala slučajno nekje, je čisto možno, da ga boš. Ampak, koliko lažja rešitev je mislim, to vam mora biti jasno. Vendar pa vam ni v večini primerov, ker ko me kličete in mi rečete, jaz sem že bila na on, pa če nič se ni zgodilo, če me sami neki obletavajo. Ne morem povedati, koliko žensk, s katerimi sodelujemo naprej, ali v 3-mesečnem paketu, ali pa na VIP dnevu, kjer naredimo konkreten načrt potem tudi, kako boste in tako naprej, kjer se število partnerjev ali pa idealnih potencialnih partnerjev občutno zniža in najprej potem me začne tako čudno gledati, čakaj malo prej, včasih sem imela po 20 ljudi na dan, danes pa mogoče 1, 2, 3, ajde 3 do 5. Super! To pomeni, da so vas končno začeli opažati moški vašega kova, tisti, ki jih vi hočete, ne kar vse splošno.
Vi nočete gužve pri sebi doma, vi hočete pravega. Ampak če hočete dobiti pravega, če hočete spoznati pravega, morate narediti to, čemur jaz pravim, tolikokrat sem že povedala, domačo nalogo. Kakšna je domača naloga? Pogledajte treba v sebe. Točno to je treba narediti. In bolj globoko, ko boste pogledali sebe, bolj, ko si boste naredili sliko najprej o sebi in začele to živeti, prej boste spoznali zase idealnega partnerja. In ja, nekatere pač nočete tega početi preko on profila ali pa kakršnega koli drugega spletnega zmenkarjanja, nič hudega. Vse lahko naredite tudi drugače. Jaz sem prepričana, da lahko marsikatera, brez da je kjerkoli napisala ali pa kakršenkoli profil odprla, da želi najti zase idealnega partnerja, ga lahko najde v nekaj minutah. Če je sposobna narediti domačo nalogo še veliko bolj, kot pa katerakoli druga. Ja? Zato, če razmišljate in če ste tista, ki si resnično želite, da se veste, prihaja junij, julij, avgust, september, ko boste spet šli na morje, ko marsikdo od vas še sploh ni rezerviral, ko razmišljate, kaj zdaj, s kom iti, koga spet gnjaviti in tako naprej. A ne bi bilo fajn? Jaz vam ne morem in ne bom rekla, da bi do naslednjih počitnic že lahko našle svojega idealnega. Ali pa bom rekla, že lahko šle z svojim idealnim na morje. Ker to je korak, na katerega pa vseeno majčkeno počakajte. Tudi če se vam jutri zgodi, da ga spoznate, je vseeno maj, junij, julij, ajde, ja, bi lahko šli julija. Ampak bi jaz vseeno rekla, da si dajmo eno konkretno, realno sliko, da če niste nikoli nič naredili na tem, da bi resnično najdli idealnega partnerja, potem te počitnice, ki prihajajo, raje preskočite in si naredite eno realno sliko, da, ne vem, za krompirjeve pa bi definitivno že lahko šla. Tu pa sploh ne vidim nobenega problema in vprašanja. Tako da, če razmišljate o tem z tej smeri, da vam je dovolj tega, da boste imeli počitnice pokvarjene ali pa da spet ne vidite neke prihodnosti, kjer bi šle na počitnice z nekom, ki bo ob vas, skupaj z vami, vas držal za roko, ko boste hodila po rivieri, skupaj z vami šel na večerjo, vas mazal tam, ko boste pod vročim žgečim soncem. Seveda se boste imela še kje drugje fajn, ne, boste šla plesa, tega si ženske neizmerno želite, mi poveste na brezplačnih posvetih. Karkoli takega, gledala sončni zahod, če vam je to, šla na izlete, snorklala, kaj pa jaz vem, se vozila z vespo po celem otoku ali pa ne vem, kamorkoli pač šla. Ali pa šla, kaj pa jaz vem, Indonezijo ali pa ne vem, z vlakom po celi Evropi ali pa raziskovati neko, ne vem, vele mesto. Kaj pa jaz vem, če se si želite. Ampak finta je tudi v tem, da idealni partner za vas je tak, ki mu take stvari dišijo, tako kot vam. In si tega želi. Ne pa tako kot jaz, ko sem šla v Banovce in vse, kar sem si želela, je to, da grem v savno in na masažo in plavati in na bazenu tam še spat zraven, zjutraj pa na konkreten sprehod. Dobila sem pa človeka, ki ga nisem mogla dobiti ven iz sobe, razen na zajtrk. Ne? In potem strajala v taki zvezi ne vem koliko časa. Pa saj ni bistvo v tem, da ti hodiš nekam s tem človekom, ampak to vam pravim zato, ker vem, da je čisto vsaka do zdaj še rekla, da rada potuje, da rada gre na nek dopust, ampak noče več zaradi tega, ker kaj se dogaja tu vmes, ne? Ker nima človeka, s katerim bi šla. Po drugi strani pa ravno danes sem imela coaching, kjer sem zvedela, da je ta moja stranka v nekaj tednih zdaj spoznala 3, ki so ji potencialni idealni, absolutno idealni in vsi 3 imajo tiste prve najpomembnejše stvari, prve 3 najpomembnejše stvari checked, ja, ki jih prej sploh ni našla in zdaj se odloča, kaj bo in kako bo šla naprej, ampak
med vsemi temi tremi so vsi trije točno taki, ki točno na tak način radi potujejo kot ona, če že ravno o potovanjih oziroma dopustih govorimo. Tako da ja, za čisto vsako na tem planetu obstaja idealni partner. In dragi moji moški, ker vem, da se zadnje čase tudi vi na mene obračate, ja, čisto za vsakega od vas obstaja idealna ženska. In ne zmišljujem si tega, 100% sem, 100% sem. Vendar, če jo hočete spoznati v današnjem času, nažalost nismo več v letu 1903, ko je Ata rekel tak, Špela, ti boš imela Janeza in se bosta poročila in potem nima veze, kaj je, ker ko enkrat Bog združi, nimate več kaj. Ne? In nima veze, saj treba je bilo krave podojiti, treba je bilo ono narediti, noter je bilo treba skuhati, za otroke je bilo treba poskrbeti, to je bilo to. Danes je pa drugače. Ampak je zato toliko lepše. Ker si lahko izbiramo. Ampak kako boš izbirala, če si ne narediš načrta, kaj sploh hočeš za svoje življenje? Danes sem ravno spet, ko sem se vozila v Ljubljano, poslušala Briana Tracyja, ki je rekel, tudi če se vam zdi, da je cilj, ki si ga zadajate, preveč, ali pa da mu mogoče celo ne morete verjeti, da je, kaj pa jaz vem, da je ne vem, da je previsok, da je prevelik, se pravi v tem primeru, da takega idealnega partnerja, kot ga vi imele, pa dejansko ne obstaja, češ kao ne obstaja, ker ga do zdaj še niste spoznale, ne? To še ne pomeni, da ne obstaja, pa to še ne pomeni, da ne boste mogoče spoznali nekoga, ki je 2% slabši ali pa 3% boljši. Pomeni samo, da ne boste klatle po temi. To pomeni, ampak boste imeli fokus in cilj in boste točno vedeli, kaj želite. Ampak do tega večina ljudi ne pride. Zato vas vabim na brezplačni posvet, po telefonu, po Skypeu, vseeno, približno 45 minut si vzamemo, tam vedno identificiramo najprej tisto blokado, ki idealnega za vas, od vas stran drži. Joj, veste, kak je to, ne? Vetrobransko steklo in se pelješ in samo muhe in frčijo vse posod. Točno to se dogaja, vi ste pa tukaj za volanom. Do sem pridejo, ampak jih odbijate s to blokado. Vse je energija, verjemite mi. To pogledamo v prvem planu, potem definitivno, ko odložite slušalko, imate konkretno sliko, kakšne korake, v kakšnem vrstnem redu bi morali narediti in kako bi delali, če bi delali, da bi se vam zgodil preobrat. Ne? In absolutno, 100%, če rabite malo navdiha ali pa nekega tega občutka, da je to res, da v resnici idealni tudi za vas obstaja, potem se prijavite. Od maja naprej imam na teden samo še po 2 posveta, tako da bo zdaj gneča še večja in priporočam res, da se še hitreje odločite oziroma odločite za to, da se pogovorite, če seveda razmišljate, da ste resne in da ste zdaj pa pripravljene res narediti tisto, kar je treba, ne si samo želeti ali pa sanjariti o svojem idealnem, ampak resnično narediti, kar je treba, zato da se boste spoznala in potem, zelo rekla pravlično, živela do konca svojih dni srečno. Čeprav za tiste potem treba še malo delati, ampak nastavek boste pa naredile najpomembnejši, na glavnem, od česar bo marsikaj odvisno. Tako da to je to. Če vam lahko kakorkoli pomagam, prosim povejte, napišite mi jerneja@idealni365.si ali pa pridite v Facebook skupino Idealni na poti, tako se imenuje, tam ima vsak ponedeljek potem zjutraj tudi odgovore na vprašanja. Vse dobro, lep vikend, pa zaključek tega mogoče dolgega dopusta, če ste ga imeli, želim Jerneja Krapše, mentorica pri ustvarjanju idealnih partnerstev. Čau!